V vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki so obeležili dan slovenskega vojaškega letalstva. Ob tem so podelili priznanja in plakete, v svoje vrste pa so sprejeli tudi 3 nove poklicne pilote. Slovensko vojaško letalstvo je v zelo dobri kondiciji. V letošnjem letu smo en del flote že nadgradili, glede na zahteve evropske zakonodaje. V letu 2020 bomo to nadgradnjo tudi nadaljevali. Pripravljeni smo izvajati vse tiste naloge, katere nam nadrejeno poveljstvo postavlja pred nas, torej meni nadzor zračnega prostora Republike Slovenije, zaščito in reševanje, nujna medicinska pomoč, podpora enot Slovenske vojske doma in v tujini in pa enakovredno delovanje v sistemu našega partnerstva v NATO. Za vse ljubitelje drsanja je občina Krško v sodelovanju s Športno zvezo Krško v petek popoldan na drsališču v Krškem pripravila poseben program. Uvodoma sta se predstavili izučeni umetnostni drsalki, ki sta kasneje pripravili tudi kratko delavnico drsanja za začetnike, o pomoči pri obuvanju drsalk, pravilne drže na drsalkah do pravilnega gibanja na drsalkah, zaustavljanja, varnega padanja. Obiskovalci so se lahko pomerili tudi v ledenem bovlingu na drsališču. Na predvečer praznika svetih treh kraljev 5. januarja so članice Društva kmečkih žena Arnika k blagoslovu prinesle božični praznični kruh Poprtnik, za dopolnitev slovesnega druženja pa so s pesmimi poskrbeli člani Svibanskega cerkvenega pevskega zbora in moškega pevskega zbora Papirničar Jagnjenica. V petek in soboto, 10. in 11. januarja, je Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem letos v Velikem Podlogu izvedlo že 6. prikaz kolin na star način. Namen nekdanjega praznika je predvsem prenašanje znanja na mlajše člane ali rodove in obenem druženje ter ohranjanje večstoletne tradicije.